Še vse do 24. novembra poteka Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki letos v ospredje postavlja odpadno hrano. V državah članicah EU letno nastane približno 59 milijonov ton odpadne hrane, v Sloveniji pa je bilo lani po podatkih Državnega statističnega urada zavrženih 165 tisoč ton hrane ali povprečno 78 kg na prebivalca. Da bo ta številka manjša, da bodo s pomočjo zbranih podatkov na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo poiskali rešitve za zmanjšanje količine odpadne hrane v slovenskih gospodinjstvih, je vse do 15. decembra mogoče vrsto in količino zavržene hrane vpisovati v kuhinjski dnevnik odpadne hrane. Tega bomo danes zato bolj podrobno spoznali, to je naša današnja tema. Darja Meglič, ki na projektu Life IP Care for Climate skrbi za področje zmanjševanja odpadne hrane, o samem projektu, namenu, kaj ta dnevnik sploh je. Kuhinjski dnevnik odpadne hrane je dnevnik beleženja količine odpadne hrane, ki nastane v gospodinjstvu. Torej, poleg tega, da se beleži vrsta hrane, ki jo zavržemo, naprimer pekovski mlečni izdelki, testenine, beležimo tudi sestavo odpadne hrane, užitni ali neužitni del. Užitni del je hrana, ki bi bila še vedno primerna za uživanje za ljudi, neužitni del pa so naprimer koščice, lupine in olupki. Torej, pri beleženju za vsako vrsto odpadne hrane označimo tudi podatke o tem, kako smo z njo ravnali, ali smo jo zavrgli naprimer med biološke odpadke ali na kompost. V nadaljevanju še več o kuhinjskem dnevniku odpadne hrane. O kuhinjskem dnevniku odpadne hrane govorimo danes. Namenjen je gospodinjstvom, da van dnevno, teden dni beležijo, koliko hrane, ki jo ne pojedo in jo zavržejo, se v tem času nabere. Darja Meglič iz sektorja za ravnanje z odpadki na Direktoratu za okolje o načinu vključevanja v sistem beleženja odpadne hrane, ki nam ostaja oziroma jo zavržemo doma. V bistvu sodeluje lahko čisto vsako gospodinjstvo, tudi če je v gospodinjstvu zgolj ena oseba. Na naši spletni strani dnevniki.samoenplanet.si so v bistvu vsa navodila, uporabnik se tam registrira, izpolni demografske podatke svoje, oceni tudi približno količino odpadne hrane, za katero meni, da jo on zavrže. Potem so na voljo tudi tam vsa navodila in praktično začne z beleženjem. Beleženje poteka 7 dni, se pravi, lahko začnejo kadarkoli. Torek, sreda, četrtek, nima veze, važno je, da delajo to 7 polnih dni. Je pa vseeno projekt omejen s časovnico, ne traja v nedogled, dokdaj se bo izvajalo to izpolnjevanje kuhinjskih dnevnikov? To jesen se bo izvajalo, se pravi, od 15. novembra do 15. decembra. In sicer z razlogom, v času praznikov je običajno več hrane, tudi seveda več odpadne hrane, tako da v tem času te dnevniki ne bodo aktivni. Bomo pa ponovili v pomladanskem času, najverjetneje od 15. marca do 15. aprila. Še kaj o kuhinjskem dnevniku odpadne hrane sledi prav kmalu. Danes govorimo o kuhinjskem dnevniku odpadne hrane. Darja Meglič je z nami. Povejte pa, glede na to, da bo posamezno gospodinjstvo ali enočlansko ali večja družina to beležilo, vse te podatke, koliko hrane zavržejo teden dni, podatkov se bo najbrž kar nabralo nekaj v enem mesecu. Kaj boste potem storili s temi podatki? Podatkov upamo, da bo veliko, da bo odziv velik. Namreč s kuhinjskim dnevnikom odpadne hrane bomo s pomočjo prebivalcev Slovenije pridobili podatke o količini odpadne hrane in ravnanju z njo, o razlogih za njen nastanek, njeni sestavi, se pravi užitni in neužitni del, ter vrsti hrane, ki jo v slovenskih gospodinjstvih najpogosteje zavržemo. S tem bomo dopolnili oziroma nadgradili podatke, ki jih vsako leto objavi Statistični urad Republike Slovenije. Če povem še na krajše, natančni podatki zbrani v sodelovanju z gospodinjstvi nam bodo omogočili, da bomo lažje razumeli, zakaj hrana pristane med odpadki in tako skupaj začrtali rešitve za zmanjšanje nepotrebnega odpadka v slovenskih gospodinjstvih.
Se je pa sama metoda vodenja kuhinjskega dnevnika odpadne hrane v gospodinjstvih že uporabljala, in to dvakrat, prvič za obdobje jesen-zima 2021 in drugič za obdobje pomlad-poletje 2022. Če gremo skozi podatke, pridobljene v prvem opazovanem obdobju, torej jesen-zima 2021, je takrat užitni del odpadne hrane predstavljal skorajda 34%, neužitni del pa drugi del nastale odpadne hrane. V gospodinjstvih so zabeležili največ odpadne zelenjave, dobrih 45%, in odpadnega sadja, skoraj 27%, sledili sta skupini živil odpadno meso in mesni izdelki ter odpadni kruh in pekovski izdelki, vsaka 4,5% od vse nastale odpadne hrane. Po podatkih takrat sodelujočih gospodinjstev je bilo največ odpadne hrane zavrženo kot posledica pokvarjene hrane. Naslednje vodenje kuhinjskega dnevnika odpadne hrane je potekalo v obdobju pomlad-poletje 2022 in pridobljeni podatki so bili primerljivi, zelo podobni kot pri prejšnjem vodenju dnevnikov.